Besedo imate gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, pripravite se gospod Nik Prebil. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa ministrica, vi ste v predvolilnem času rekli kamione na vagone. Nobenih kamionov ni na vagonih in v 2 letih se bo povečal tovorni promet na naših cestah za 30%. Gradi se protihrupne ograje, namesto da bi se gradili dodatni pasovi na avtocestah. Potem imamo bob steze, v katerih se bo zgodilo verjetno kmalu kar nekaj nesreč in seveda nihče ne bo kriv. Čez čas bomo podirali protihrupne ograje in delali dodatne pasove in spet bojo nekateri gospodje ali pa gospe služili na tem, tako kot je to navada v Sloveniji. Pa ko govorimo o tem zakonu, ki naj bi nekaj pripomogel k varnosti v cestnem prometu. Po drugi strani se vprašamo, ali je varnost v cestnem prometu samo omejevanje ali je tudi kakšna izboljšava. En primer bom povedal. Pri nas, če dobijo nekoga, ki se je peljal zvečer domov iz svoje zidanice v hišo z mopedom in da je okajen ali recimo pijan, mu vzamejo vsa vozniška dovoljenja oziroma dovoljenja za uporabo vseh motornih vozil. To se pravi, če je pijan na mopedu, mu vzamejo za motor, za avto, za kamion, za avtobus, verjetno tudi za letalo, za čoln in tako naprej. To je kretenizem slovenske države, ki mislim, bi ga morali popraviti v tem zakonu. Konec koncev, zakon je dovolj odprt, da lahko v drugi razpravi tudi o tej zadevi razpravljamo. Recimo nekdo zaradi tega mopeda izgubi službo, ker je recimo voznik avtobusa, pa je to naredil v soboto zvečer, bi se zagotovo streznil do ponedeljka zjutraj, ko gre v službo. Ampak ne, dajmo ga udariti po glavi, vzemimo mu službo, potem bo na sociali in bomo vsi srečni. Naprej, mi imamo komplete prve pomoči v avtomobilih. Še zmeraj je noter obvezni sestavni del tega kompleta žarnica za zamenjavo luči. Dajte mi povedati, v katerem avtomobilu danes lahko nekdo na cesti zamenja žarnico. Še en idiotizem slovenske države, ki ga nekateri nočejo odpraviti. S tem, da imajo te kompleti rok trajanja 5 let, pa vendar gre za zadevo, če je nekaj sterilno in če je ustrezno zaprto, je rok trajanja precej daljši kot 5 let. Govorim o tisti prvi pomoči noter. Verjetno gre tukaj spet in samo za določene zaslužke določenih ljudi. O takšnih zadevah ni v tem zakonu niti duha ne sluha. Zato sodim, da je treba vsaj v drugi razpravi kakšne take zadeve narediti in popraviti neumnosti, ki so jih delale prejšnje vlade. Ali bomo pa nadaljevali z bedastočami, ki jih pri nas v slovenskem političnem prostoru pač nikoli ne zmanjka. Mi bomo v principu to zadevo podprli, to smo že povedali, bomo podprli, ampak dajmo razmisliti tudi o neumnostih, ki so v določenih zakonih in ki jih lahko s tem odpravimo. Mislim, da je to skrajni čas in da je to naloga ministrstva, ki obravnava ta segment, prometni segment. Treba se bo povezati tudi z drugimi ministrstvi, kajti te rešitve morajo biti kompleksne. Tukaj gre tudi za policijsko ministrstvo, pa še za kakšna druga, tudi za okolje in tako naprej. Skratka, dela ne bo zmanjkalo, že če hočemo samo bedastoče ukiniti. Hvala, gospod poslanec.